čisto vsak kanal ima dejansko duhovno čutilo ali pa bom rekla energetski center, skozi katerega mi v bistvu dobimo sporočila. In pri jasnoslišnosti je tako, da jasnoslišnost prihaja skozi točko za ušesi in skozi center v možganih. Govorili bomo o tem, kaj lahko naredimo, da bomo bolj odprti za sporočila svojih angelov skozi kanal jasnoslišnosti, kar pomeni, da bomo njihova sporočila slišali. To je tudi en zelo super kanal in danes bomo govorili o tem, kaj je v bistvu tisti osnovni trik, ki ga moramo v življenju začeti izvajati, da bo naš kanal bolj pretočen. Se pravi, bom rekla temu, kaj moramo narediti, da očistimo svoja ušesa, da bomo bolj slišali svoje angelčke, a ne? Kanal jasnoslišnosti velikokrat mislimo, da se nahaja v ušesih, a ne? Zato, ker pač v telesu na planetu Zemlja pač poslušamo za ušesi. Ampak ni res, a ne? Kanal jasnoslišnosti se dejansko nahaja za ušesi. Je kakor da bi imeli neka duhovna ušesa zadaj, a ne? In ko sama slišim sporočila angelov, ta pridejo v bistvu zadaj, kot da bi mi nekdo šepetal za ušesi. Tako da v bistvu vsi kanali, jasnovidnost, jasnoslišnost, jasnočutnost, skratka, vsi kanali niso v bistvu sploh povezani z našimi fizičnimi čutili. Se pravi, tudi jasnovidnost se ne vidi z očmi, ampak s tretjim očesom. Se pravi, čisto vsak kanal ima dejansko duhovno čutilo ali pa bom rekla energetski center, skozi katerega mi v bistvu dobimo sporočila. In pri jasnoslišnosti je tako, da jasnoslišnost prihaja skozi točko za ušesi in skozi center v možganih, kar pomeni, da dejansko skozi te 3 točke mi sporočilo prepoznamo. In ko so se meni angeli oglašali skozi jasnoslišnost, sem dejansko jaz sporočila slišala in je bilo, kot da bi mi nekdo pripovedoval. Glas je zelo lep, ampak kot sem že v preteklih videih povedala, ne moramo jasno definirati, ali je to glas ženske ali je to glas moškega. Velikokrat me vprašate, Tjaša, ampak kako veš, da je to glas angela, a ne? In kako se glas angela dejansko sliši? Prvo, kako veš, da je to glas angela, zaradi tega, ker tako kot pri ostalih kanalih, ko dobiš sporočilo angelov skozi jasnoslišnost, celo tvoje telo zavibrira. Se pravi, ni samo nek šum, ampak je dejansko cel občutek, ki spremlja naš sporočilo, ki ga dobimo, a ne? Se pravi, ko slišiš sporočilo angelov, boš vedno tudi čutil, v svojem telesu boš čutil, da je občutek tak prijeten, ljubeč. Včasih se zgodi, da te malo mrzla energija objame, včasih malo bolj topla. Se pravi, dejansko celo telo se odzove na sporočilo, ki ga dobimo. Pride tako izza ušesa in glas je, sploh ne bi znala povedati, kakšen je, ampak ni ne moški, ni ne ženski, ni ne otroški, ampak je nekako kot nek nevtralen glas. In sporočila so vedno poslana, ko so skozi dar jasnoslišnosti poslana, so vedno poslana tudi z nekim takim, kako bi rekla, kot neko melodijo, a ne? Velikokrat pride sporočilo v glasu in je zadaj tudi melodija. In zato je prvi znak, a ne, kako vemo, da smo jasnoslišni da, pa mi boste povedali, če se vam to dogaja, da slišiš včasih zvoke ali pa kot neko tako res lepo melodijo, pa ne veš, od kje prihaja. A se vam je kdaj to že zgodilo? In seveda ta glasba ne prihaja od nikjer od zunaj, a ne, nimamo radija, žganga, ampak je dejansko nek zvok, ki ga slišiš. Ko greš v meditacijo, na primer, dejansko slišiš neko tako zelo ljubečo melodijo, ki je tako lepa, da je sploh se ne da, na nek način takega zvoka se ne da nikjer drugje slišati, a ne? In je v bistvu res nebeški zvok, ki ga slišiš, res iz zelo visoke frekvence. Pogosto, ko ta zvok slišimo, dobimo solze v oči oziroma smo zelo globoko ganjeni. To pomeni, da pač je dejansko bila k nam poslana res nebeška glasba, res božanska glasba iz duhovnega sveta.
In torej, kaj so znaki? Kako veš, da si jasno slišan? Slišiš glasbo, a ne? To je prva stvar. Druga stvar, tvoj kanal sprejemanja, a ne? Tako čist prvi nivo je, da sporočila velikokrat slišiš, da na radiju jamaš melodijo in ti je tako jasno, ok, to je bilo pa zdaj za mene, a ne? Razmišljaš o eni stvari in v tistem pride ena oseba, ki ti pove točno to stvar, a ne? Ali pa da razmišljaš o eni stvari in potem, ker slišiš zvok, ki ti pove nek odgovor, ki ti pride in ga zaslišiš in potem gledaš okrog sebe, kdo ti je zdaj to povedal, pa nikogar ni. Evo, to so vse znaki, da si jasno slišan. Torej, razno piskanje v ušesih, razne melodije, razno, bom rekla temu, občutek, kot da slišiš zvoke, ki niso čisti iz te dimenzije. Da včasih slišiš recimo neko brnenje ali pa kot neko vibracijo, a ne? Vse to je dokaz, da imaš razvit dar jasnoslišnosti. Evo, Marica pravi, da se je zgodi, da sliši glasbo. Ja, in pač dejansko ne slišiš jo zares v ušesih. Bodi pozorna naslednjič. Od kje slišiš glasbo? Glasbo dejansko slišiš skozi vzadej, ne, skozi možgane in skozi vzadej pride. Iza ušesi dejansko pride glasba, ne. In če pač mi želimo aktivirati svojo jasnoslišnost, da bi še bolj slišali, se pravi, ne samo takrat, kadar smo v meditaciji, pa slišimo melodijo, ali pa takrat, kadar smo res zelo sproščeni, ampak če res želimo, da bi slišali angelska sporočila, konkretno, natančno, skozi kanal jasnoslišnosti, potem je par stvari, ki jih lahko naredimo. In zdaj ti bom povedala, kako si lahko očistiš svoja ušesa, duhovna ušesa, zato da bo tvoj kanal jasnoslišnosti bolj odprt. Prva stvar, ki je zelo pomembna, zelo pomembna, je, da se pogosteje nahajaš v tišini. Se pravi, ne da skozi radio poslušaš, pa ko kuhaš radio poslušaš, pa ko pospravljaš radio poslušaš, pa ko se v avtu voziš radio poslušaš. Bodi čim večkrat v tišini. In ne samo malo časa, ampak poskušaj čim dlje zdržati brez zvokov. Zakaj? Ker če imamo mi prižgan radio in melodije, karkoli na CD-ju, ni važno, kar se dogaja, je to, da je frekvenca tega zvoka čisto drugačna kot frekvenca zvoka, ki prihaja iz duhovnega sveta. To si lahko preprosto tako predstavljaš, da sta dve avtocesti, ne, in te dve avtocesti tečeta čist na drugem nivoju, se pravi, ena je v prvem nadstropju, ena je pa v pritličju, a ne. In frekvenca duhovnih vodnikov, se pravi, njihovega zvoka je višja frekvenca, kot je frekvenca naše glasbe, a ne. In zato v bistvu, če si ti ves čas v tej frekvenci, če ti ves čas poslušaš radio, če ves čas poslušaš televizijo, imaš prižgano, skratka, si ti na tej avtocesti in ti ne moreš odpreti tega kanala, ker je to čisto druga avtocesta. Ko pa si ti v tišini, se ti pa dejansko tvoja duhovna ušesa očistijo in se lahko iz te nižje frekvence dvigneš na višjo, kjer pa dejansko poteka komunikacija z duhovnim vodstvom. A ne? Se pravi, prvi trik je, da smo več v tišini in po več ur, se pravi, dlje časa, čim dlje časa kot lahko. Torej, lahko se pogovarjaš z ljudmi, a ne rabiš iti zdaj v tišino, ampak če je kdo že poskusil, pa je šel dejansko v meditacijo, v tišino, prav obstaja samostani v Italiji, kjer lahko greš in si v tišini, ali pa v Indiji, a ne, in si v tišini, tako, več tednov, a ne, in kaj se začne dogajati, najprej sam slišiš, samo se je to, kar se tle gor v glavi dogaja, potem pa se dejansko daš na to avtocesto, kjer je visoka frekvenca in ti vse slišiš in slišiš tudi tiste frekvence, ki jih sicer ne, a ne, slišiš živali, ne, tudi živali so na tej frekvenci, a ne, slišiš lahko tudi, kako tvoja rožica raste, dobesedno, ne. Bom povedala en primer moje jasnoslišnosti, ki je tak bolj zabaven in je povezan z rožicami. Enkrat sem namakala moje orhideje v vodo. Zdaj, jaz sem zelo rada rožice, ne. Ampak pri orhidejah jaz nikoli ne vem, kako jih je treba negovati, a ne. Ali jih je treba zalivati, ali jih je treba namakati, ali jih je treba špricati. Skratka, vsakič dobim neko drugo navodilo. In potem pač sem rekla, v redu, bom zdaj probala še z namakanjem, ne. In potem sem jih že toliko utopila, ker sem jih predolgo namakala, pa sem jih premalo namakala. In jaz sem imela pred parimi leti s temi mojimi orhidejami
tak del, da tako nobena me ni zdržala. In sem rekla, ok, kaj je zdaj to? Jaz moram najti en drug način, da bom jaz z mojimi orhidejami lepo sodelovala. In sem jih potem dala pač enkrat, ko sem pospravljala, sem še njih umila in sem jih dala pač v banjo, sem jih dala pač namakati. In sem jim rekla, dobro orhideje, jaz se ne bom držala teh 15 minut, kot tukaj na listku piše, ampak dajmo se mi zmeniti, da bom res zadela ta pravi čas, kdaj vas moram ven vzeti. Dajmo se mi zmeniti, da vi meni sporočite. Povejte mi, sporočite mi, nekako se mi oglasite, da mi boste pač povedali, kdaj imate dovolj. In imela sem tako 3 velike orhideje, pa eno tako čisto majčkano, ki sem jo enkrat dobila za darilo. No, in jaz jih lepo pustim v kopalnici in grem jaz ven iz kopalnice naprej pospravljati proti dnevni. In jaz slišam, takoj, ko sem šla ven iz kopalnice, slišam tako piskajoč glas, in jaz tako, kaj zdaj to, kje to piska, kaj piska, in začnem okrog gledati. In v tista čakaj Tjaša, to je orhideja, in jaz grem nazaj v kopalnico in vidim tisto majhno orhidejco in mi je dejansko sporočala, da je imela ona dost, ker je pač manjša, ne rabi toliko časa se namakati. In sem se toliko zabavala in pa sem jo ven vzela in sem jo dala na poličko. In sem rekla, ok, in ostalim orhidejam sem pa rekla, v redu, zdaj se oglasite, ko boste imeli dovolj, In one so šele tako čez 10 minut potem me poklicale in mi rekle, da jih lahko vzamem ven, In sem se v bistvu skozi moj kanal jasnoslišnosti povezala z njimi, da so mi one pač sporočile. In dejansko rastline in živali komunicirajo tudi na tej frekvenci kot duhovno vodstvo, Sicer pač tudi ta avtocesta ima potem nivoje, ampak da bo bolj splošno rečemo, da pač mi ljudje funkcioniramo na nižji frekvenci v smislu zvokov, kot te živali, rastline in potem tudi v bistvu malce više duhovni svet. Tako da, če koga zanima, kako naj ve, koliko mora zaliti svojo rožico, če koga zanima komunikacija z živalmi, prebudite dar jasnoslišnosti, začnite se pogovarjati z rastlinami in živalicami in boste dejansko začeli slišati njihove glasove in boste vse vedeli, kaj vam sporočajo, No, in prvi način, se pravi, smo rekli, če želiš aktivirati svojo jasnoslišnost, je dejansko ta, da si dlje časa v tišini. Drugi, prav tako zelo simpatičen način pa je, da ko pa poslušaš glasbo, poslušaj klasično glasbo. Se pravi, to so Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, skratka, vsi te klasična glasba, ki je dejansko narejena na drugi frekvenci kot zdajšnja glasba. Tako da, mogoče imamo tukaj kakšnega glasbenika, ki se bo na te stvari malce bolj spoznal. Jaz se toliko ne spoznam na glasbo, vem pa, da je frekvenca, na kateri je ustvarjena klasična glasba, čisto druga. In zato, če poslušamo klasično glasbo, recimo v avtu in to, ne samo, da v sebe odpiramo, da bomo jasnoslišni, tudi naši možgani nam bodo hvaležni, ker levo in desno polovico možganov uravnovesimo, ko poslušamo klasično glasbo. Ko pa poslušamo glasbo, ki jo pač zdaj imamo, pa jaz jo imam zelo rada in jo redno poslušam, ampak ko pa preveč te glasbe poslušamo, se pa zgodi, da okrepimo predvsem našo levo možgansko polovico. Se pravi, mental, razmišljanje, analitičnost. In v bistvu pozabimo na to, da imamo 2 nivoja, desno in levo polovičko. Tako da na tak način boste lahko dejansko pomagali sebi okrepiti svoj dar jasnoslišnosti. Potem je pa še tretji trik, ki vam ga bom zaupala, ki je pa čisto nepovezan z duhovnim svetom, ampak vam bo izjemno pomagal. To pa je dar oziroma sposobnost poslušanja. Se pravi, vsi ljudje zelo radi delimo sebe, govorimo in na nek način, da smo pomembni, pač izražamo sebe. Na tak ali drugačen način nam je to pomembno, da smo slišani. Vsi bi radi bili slišani, a je res? No, in kaj pa se zgodi? V komunikaciji, v naših odnosih, v komunikaciji mi zelo velikokrat pozabimo biti dobri poslušalci. Se pravi, da res poslušamo, kaj nam druga oseba govori.
In če boste postali boljši poslušalci, to pomeni, da boste bolj poslušali osebo, kaj govori, in ne skakali v besedo, in dovolili, da do konca pove, in preprosto sprejemali, kaj ona govori, način, kako govori, boste postali boljši poslušalci. In s tem, ko postanemo boljši poslušalci, čisto tako v medosebnih odnosih, postanemo tudi boljši poslušalci sporočil naših angelčkov oziroma iz duhovnega sveta. In torej, če bomo vse te 3 korake, ki sem jih zdaj naštela, upoštevali, se pravi, prvo, da smo več časa v tišini, drugo, da poslušamo redno klasično glasbo, Mozarta, Beethovna in tako naprej, in tretje, da postanemo v komunikaciji z ljudmi boljši poslušalci, bomo mi s tem aktivirali svoja duhovna ušesa, se pravi, ta center, ta energetski center, ki je za ušesi, ki aktivira našo jasnoslišnost. In posledično bomo lahko bolje slišali tudi sporočila svojih angelčkov. Sama sem videla, da za vse te naše kanale je potrebno, pozornost jim je potrebno dati. Vse te naše super moči je potrebno negovati, a ne? Nič ne pride samo od sebe. To je tako, kot če gremo v fitness in treniramo. In če hočemo okrepiti svoj trebušček, moramo delati trebušnjake. Evo, in isto je za naše super moči. Jasnovidnost, jasnovednost, jasnoslišnost, jasnočutnost. Vsi te kanali bodo bolj odprti, bolj kot bomo mi delali na njih, bolj kot jih bomo trenirali. In to, kar sem ti danes povedala, evo, je tvoja priložnost za trening, so konkretni koraki in triki, kako lahko treniraš svojo jasnoslišnost. Jaz zelo rada kanaliziram sporočila angelov. To je meni nekaj najlepšega na tem svetu. Ampak ko sem pa začela učiti kanaliziranje, ko sem začela učiti, kako lahko tudi vi slišite sporočila angelov, sem pa odkrila, da obstaja še en večji užitek. In ta užitek je, da vam jaz to znanje predam in da vas potem gledam, kako vi kanalizirate. In to mi je tako res, to je res tak božanski občutek, zato ker velikokrat mislimo, da pač to je pa samo za redke izjeme in to pa pač res ni za vsakega, ampak ko se pač odločite svoj kanal odpreti, ko se podate na to izkušnjo z mano, ko se mi pridružite na tečaju in vas dejansko popeljem skozi to potovanje, delamo skupaj vaje, vam predajam moje znanje, se takšne magične stvari zgodijo. Veste, na tem tečaju to je taka energija. Ravno zadnjič sem govorila z našo Nadi, ki je v moji ekipi, vsi, ki pišete kakšne maile, jo že poznate, a ne, naša Nadi. No in naša Nadi je bila tudi pred leti moja tečajnica in je naredila tečaj Celestial Inspiration in je ona meni rekla, ravno zdaj, ko smo se pripravljali na tečaj, a ne, je ona meni rekla, Tjaša, jaz še zdaj se spomnim, kako sem se jaz počutila cel mesec takrat, ko smo imeli mi tečaj. Rekla, jaz sem lebdela po življenju, jaz sem bila 10 centimetrov nad tlemi in meni je bilo noro. Rekla, in jaz si želim še enkrat doživeti ta tečaj, jaz se prav veselim, da bom spet zraven, da bom spet čutila to energijo, da bomo spet v tem pretoku, zato ker je to toliko wow. In to je nekaj, kar je v bistvu naša naravna sposobnost, da smo v pretoku, da stvari tečejo, da energija teče, da smo mi dober, ampak pač na planetu Zemlja, v našem življenju, pač pozabimo, kako je biti v tem pretoku. No in ta tečaj, Celestial Inspiration, je sicer namenjen temu, da odpre tvoje kanale, zato da se povežeš z duhovnim svetom, ampak ko to narediš, se zgodi to, da ti na vseh področjih začnejo stvari teči. In moji tečajniki znova in znova razlagajo, kaj se jim je v življenju potem sestavilo. In velikrat, ko ste pač na točki, da se odločate, ali bi prišel na tečaj ali ne bi prišel na tečaj, jaz vem, kaj je dilema. In dilema je ta, a je sploh vredno, da investiram svoj čas, svoj denar, svojo energijo v nekaj, pa nisem prepričan, da to jaz res zmorem. Pa kaj pa, če bi jaz to raje drugo leto naredil? Vse mogoče, zdaj imam toliko drugih stvari, kaj pa, če jaz raje ne bi zdaj, ne? In je v bistvu polno enih dvomov, polno enih dilem, izgovorov, ki si jih ustvarjamo, ampak ko sem se pogovarjala, jaz sem se pogovarjala z veliko mojimi tečajniki, ko so tečaj že naredili in sem jih vprašala,
ali je bil kdo, ki je bil brez teh dvomov. In so rekli vsi, da ne, da so imeli vsi te dvome, ampak da jih je notranja sila vlekla in da so preprosto mogli se odzvati tej notranji sili. In kaj se je zgodilo? Ne samo, da so se naučili kanalizirati, kar je že itak ful dobra stvar, da slišiš svoje angele in lahko priješ do vseh odgovorov, ampak najlepša stvar je ta, da so vsi pripovedovali o tem, kako je tečaj prišel v pravem trenutku v njihovo življenje, zato ker jih je dejansko ime obrnil zavest, čist jih je odprl, začeli so bolj živeti sebe, odnosi so se jim sestavili, službe so zamenjali, postavili so se na tisto pozicijo v svojem življenju, na tisto mesto, kjer so si ves čas želeli biti. Tako da ta tečaj res je izkušnja življenja, ni samo, bom rekla, tečaj, kjer se naučiš kanaliziranja. In zato vem, da je pomembno, da vam to povem, ker zato, da se odpreš in greš v to izkušnjo, mora biti pravi trenutek zate. In če je, super, se veselim, da se vidimo. Nataša pravi, meni se dogaja to, če pomislim na neko osebo, jo vidim še tisti dan. Ja, to ni sicer dar jasnoslišnosti, ampak je v bistvu, poglej, vprašaj se, skozi kateri kanal ti pomisliš na to osebo. A jo začutiš, a se spomniš na njo v obliki misli, in potem boš videla, če jo začutiš, pomeni, da si jasnočutna. Če jo vidiš, da se ti kar njena slika prikaže, pomeni, da si jasnovidna. Da prepoznaš, kateri je tvoj kanal, skozi to. To je čisto normalno, Torej, to, da dejansko si že toliko pretočna, da že vnaprej zaznaš, kaj se bo zgodilo. In to se velikokrat zgodi, meni se je tokrat zgodilo, da sem se peljala po cesti in mi je kar ena sila rekla, upočasni, da je bolj počas pel, in potem je bil radar, ali pa je bil policaj, ali pa nekaj, Tako da naši angelčki ves čas za nas skrbijo. Tudi za to, da ne dobiš kazni, Alja pravi, kaj pa po noči, ko spiš, da se vrti klasična glasba? Ne, tega jaz ne priporočam. Jaz priporočam, da spite v tišini. Se pravi, ne klasična glasba, ne white noises, se pravi ti beli šumi, ali kako se temu reče. Jaz predlagam tišino, čim bolj tišino. Zaradi tega, ker v času noči je to najboljš za nas. Lahko pa naštimate, da ko greste v spanec, da se glasba vrti, da vas umiri in potem, da se sama ugasne. Ampak v času noči, v smislu 8 ur, pa ni dobro, da se vrti, v ozadju glasba, je boljša tišina. Živjo, a se tečaj lahko udeležijo tudi nosečnice ali ni priporočljivo v tem stanju? Ja, seveda, ni problema, to ni nobena ovira, sem imela že nosečnice in potem je bilo tako zabavno, ker so vsi tečajniki tako skrbeli, ko smo imeli eno nosečko, smo imeli, tako v tistem prostoru smo imeli različne stolčke in samo en fotelj je bil, No, in ko smo bili na tem tečaju, so vsi tečajniki tiste lep fotelj vedno odstopali naši nosečki, da bo najbolj udobna in da bo najbolj prijetno na tečaju, je bilo tako lepo. In pač to ni kakršnega problema, v bistvu je še boljš, zato ker tečajnice, ki so bile nosečke, so bile že zaradi tega, ker so bile v tem stanju veliko bolj pretočne, veliko bolj povezane. In a se vi sploh zavedate, da ko je ženska noseča, ima ona poleg sebe, poleg svojih duhovnih vodnikov, ima ona zraven tudi duhovne vodnike od svojega otročka. In to pomeni, da ima dvojno duhovno vodstvo. In to je tako, to je senzitivnost in pretočnost na kvadrat, kar pomeni, da ti bo šlo še lažje. In vidim vedno znova, ko imamo nosečke na tečaju, da so še boljše in gre še lažje, zato ker so že itak toliko odprte in toliko senzitivne. Tako da definitivno nosečnost ni ovira, ampak prej plus. Ampak ostale ne rabite zanosati, da prijete bolj na tečaj. Ja, Klavdija pravi, da je tudi ona zelo rada v tišini po noči. Ja, tišina je najboljša in dejte ure ven iz prostora, kjer spite. Prostor, kjer spite, mora biti redno prezračen, pred spanjem prezračen, če nimate okna odprtega po noči, recimo. Nujno pomembno, da date ven televizije, telefone, razne elektronske naprave, to je tako velik računalnik, ne.
dejte vse to ven, ne teh stvari polniti v prostoru, kjer spite, če se le da, ne, zato ker to je čist druga frekvenca in ves čas moti našo energijo, a ne. Tako da, če pa nimate druge možnosti, si pa namestite različne kristale, ki vas bodo podprli. Sama recimo vedno spim pod vzglavnikom, spim s kristalom kameno strelo, ker kamena strela izjemno odpira pretočnost, a ne, povezavo in zato, če bi kdo želel, lahko tudi to proba.